Živjo! Danes bomo jezikali skupaj o tem, kako povemo vse, tudi ko govorimo manj. Mark Twain je zapisal, da so možgani veličastna stvar. Brezhibno delujejo od rojstva pa do trenutka, ko vstaneš, da bi imel nastop. Delno je imel prav. Res je naše telo, ko nastopamo v nekem posebnem stanju. Nekatere preveva ustvarjalni nemir, drugim se tresajo kolena, piše se jim srčni utrip, ampak na vsak način se pogosto zgodi tudi to, da takrat preveč govorimo, oziroma da uporabljamo več besed, kot bi bilo treba. Pa poglejmo nekaj primerov. Zakaj bi recimo rekli, da štejejo le pretekle izkušnje, ko pa vemo, da so izkušnje lahko samo pretekle? Ali pa zakaj bi se vrnili nazaj, ko pa vemo, da se lahko vrnemo samo nazaj in ne naprej, recimo? Kako si se počutila, ko si se vrnila? Ne, kako si se počutila, ko si se vrnila nazaj? Včasih uporabljamo v višini ali v vrednosti. Najin prispevek je bil v višini 100 evrov. Najin prispevek je bil 100 evrov. Včasih delamo na čem. Recimo, zdaj dela na doktoratu. Veliko bolj preprosto, zdaj dela doktorat. Ali pa smo navdušeni nad dejstvi. Navdušena je bila nad dejstvom, da se je lahko vrnila. Navdušena je bila, da se je lahko vrnila. Ali pa še enkrat več. Še enkrat več so ugotovili, da ljubezen pozdravi vse. Še enkrat ali pa celo ponovno so ugotovili, da ljubezen pozdravi vse. Torej, tudi ko govorimo manj, lahko povemo vse. Zelo podobno je tudi s telesno govorico. Manj gibov in resničen očesni stik pomeni jasno sporočilo. In prav jasnost sporočila, deljenje sporočila je eden od ključev za res dobrega nastopa. In morda še to, besede kot so kvaliteten, kreativen, kompatibilen. Lahko nadomestimo z mogoče celo lepšimi slovenskimi inačicami, kot so kakovosten, ustvarjalen, skladen. Naj bo tak tudi vaš december. Do naslednjič.